Tako da, pol se je to, s to mašino, ne, sem naredil vse, kar je v tej prvi knjigi. Vse, kar je v tej prvi knjigi, vse to je bilo narejeno na tej mašini. Ene stvari sem malo lep, zdaj vsega tle razlagati, kako sem s tem strojnim, s to opremo počas malo se ne pridobival neke malo bolj zmogljive stroje, ne, pa tako naprej, to ni. No, pol sem nabavil že končno tole mašino, ki je že profesionalna, ne, in zdaj jasno delam samo še tle gor. Kaj malega pa še zmeram na tamali, ne, kaj malega. No, začel sem jaz približno leta 88 je nastal ta Sixtus. Aha, 88. 88, 87 prav, Vitka, no vse to je isti šmoren, ne. Ja, tam smo nekje. In to se pravi, da sem v tem poslu 13 pa 25, to je 38 let. Se pravi, vi ste se s tem začeli ukvarjati, ko sem bil jaz na fakulteti. Ja, ja. Ko sem jaz študiral, glih nekaj sred mojega študija. Ja. Torej, čez 30 let, ne. Ker jaz se ob koncu že spomnim, ko so vam Arkslovci v renderje delali pa to, a ne, takrat ste imeli vi že kar opus. Ampak to je bilo 3 leta kasneje, ne, je bilo že kar nekaj teh stolov. No, in so se te reči nabirale. Prvi knjigi sledila druga knjiga, drugi, tretji, zdaj teh knjig 6. Koliko je vsaki stolov? In v načelu je tamle mapa, v predalu, tamle v miznici, je mapa in na tej mapi piše 7. knjiga. Ja. In se v tej mapi zbirajo materiali za 7. knjigo. V vsaki knjigi je približno 100 modelov. 100 modelov? Ja. In 6x100 je 600 modelov. Modelov? No, 600 modelov je pa kar velika številka. Kar velika številka je. In po moje lahko neskromno rečem, da najbrž nekega takega opusa v Sloveniji nima nihče, ne. Ja, jaz mislim, da ne. In da najbrž nimam konkurence. Velik opus ima sigurno Oskar Kogoj, ki je tudi živel na področju podobnih izdelkov, kot so moji, ampak vendarle malo bolj v te drobnejše stvari. Ima tudi kakšen stol, ima kakšno mizo, ampak ne kot pravilo, ne. On ima velik opus recimo v steklu, v drobnih kovinskih izdelkih. No, pol za Oskarjem pa ne vidim nobenega, ki bi bil približen, ne, blizu. Zdaj, en slovenski novinar je rekel, da sem svetovni fenomen, ne. Zdaj, ni svetovni fenomen. Rečete lahko, kdo bo pa zdaj to preveril, kaj v Urugvaju, v tamle v Univasi, ne vem, kdo dela in kaj dela. To je, sicer se lepo sliši, ne, je pa težko preveriti, ne. Je pa ta številka sigurno kar respektabel, ne. Zdaj, nekateri pol pravijo, ja, kaj pa Niko Kralj, ne, tle je treba ločiti, ne. Jaz delam sam, izdelam sam, zasnujem sam, zrišem sam in naredim en kos v načelu. Ja. Niko Kralj je bil v tovarni s tehnologijo, z marketingom in tako naprej. Njegove stvari so se delale v tisočih in tisočih
In so se te tisoči in tisoči izdelkov stola Kamnika tudi prodali, ker ni najbolj marginalna okoliščina. Kaj to mislite s tem, ni najbolj marginalna Da okoliščina? to ni okoliščina, ki bi bila zanemarljiva. Ne? Ja? Treba je stvari koncipirati, tehnologija, izdelava, cena in nazadnje treba stvar prodati. Ja. In zdaj primerjati, recimo Nika Kralja pa mene, v tem smislu je brez smisla. Ne? To je brez smisla. Pri njem gre za 10 tisoče tehle reksov, ne? Za 10 tisoče tehle Dobro, ja. 5, 4, Dobro, ampak to je samo naklada, vi ste pa govorili o modelih. V vsaki knjigi je 100 modelov. modelov pa sigurno nima toliko kot jaz. Ja, ne. ja. To Kdo sigurno. je bil še v stolu? Uršič, ne? Uršič je No, tudi in nekaj delal. pa je še Uršič za njem, ki je tudi absolutno bil močen dizajner, Ja. tudi usmerjen v tako zvano serijsko Ja. proizvodno, medtem ko mene serijska proizvodnja čisto nič ne zanima. In tudi te proizvajalci, ki so še v Sloveniji, jih moja proizvodnja čisto nič ne zanima. Pa se mislim, da vaši stoli niso tudi delani za serijsko proizvodnjo, Eni ampak bi so bili. Eni ja, bi bili. light. Ni rečen, ne. Kjeri pa bi bili? Če bi šli zdaj tle po knjigah, Aha, bi najdli kaj. ne, da jih najdem. Vem natančno, recimo, že tlele noter. No. Recimo, tale stolček, ne? Aha, Ta stolček, to je JJ. za... JJ. Ja, Janez Janša. Ja. Ta stolček je pocen za izdelavo, Ja. nič posebenega, je čisto normalno uporaben kot stol v jedilnici in bi koštal v eni tovarni, bi ga delali za nek 50-60 evrov v tovarni. Ne? Ja, Pomeni, da na trgu bi bilo to krat 4, 200, ja. bi bil 200 evrov, 250 evrov. Ne? ja, No. Recimo, ne. ja, ja. No in tega je kar precej, ne. Tale. Kje pa je? No. Ta stol, ta je drag, ne, ampak je tudi primeren za tovarniško izdelavo. Ta pa še bolj, ne. Alessandra pa Astov. Astov, ja. To je drago. Ja. Je pa model, ki bi bil ob teh, Ja, no to se strinjam. Jaz sem ob vedno, teh CNC-jih in tako dalje, bi bilo to Ja. lahko en jaz serijski. sem imel vedno pred sabo sliko teh, v bistvu, ki so skoraj prestoli, pa se mi zdelo Ja. to ne, ker tudi takih, če mi to daš mogoče enega ali pa nekaj, tudi serijo nekam, ampak to je pol to, ne more imeti še en iste. Medtem, ker teh pa niti ne poznam toliko, pa Torej, dejansko. sigurno bi najdel, no, plus minus, ne, 20-30 modelov, ki bi bili za neko masovno proizvodno sposobni, ampak skratka, mene to niti ne zanima. Kot sem Se niste nikoli menil tudi, ali pa da bi kdo prišel do vas, da bi... Mislim, da dvakrat zelo narahlo je bilo, se je hitro ugotovilo, da najbrž ne bo z tega kakšnega posebnega dobička. Ena firma se je zanimala za ta light in sem jaz en prototip tudi v tej firmi pustil tam in nisem nikoli dobil nazaj. Najbrž so ga že davni skurili, ne. So rekli, no bomo malo preštudirali, pa to, zdaj bomo že še poklicali, pa tako. No. Adijo, ne. Pol se je pa ena firma, zdaj je bila iz Borovnice, se je tudi zanimala za ene stole, se ni važno, katere. No in ta firma pa tudi ni več sploh, ne. Aha, sploh je bilo. Tako da je bilo tudi zadeva hitro na koncu, ne. Nič resnega, nikoli. In meni nič žal, ne. Verjamem, ja. Čim
imate neko industrijo, kot stroškovni, sitnosti. Mislim, sitnosti, če bi morali to sami organizirati, če bi to neka proizvodna prevzela, pa na začetku treba stvari doreči, potem bi pa to verjetno ne bil vaš problem. Ne? Veste, vse te firme, ki so delale stole pri nas, jih ni bilo tako malo. Ja. Od Stavkamnika, Brest, Liko, Borovnica, Vrhunka, Dobrepolje, Javor, Brest. Vsi te so sposobni in so imeli tehnologijo delati marsikaj, kar sem jaz tudi delal. Ja. Narediti, to je najmanj. Ja. Prodati je treba. Prodati, ja, se vem. In da bi oni naredili, da vem, 1000 nekih teh mojih, ne vem, kjerga stola, Ja. in da bojo pol pa okoli s to robo hodili pa rekli, dajte kupiti, ne. Njim je bilo v velikanski meri najbolj všeč, če je prišel Nemec, je prinesel s sabo načrtek in je rekel, takih le stolov mi naredite 5000. In so se zmenili za ceno in ko jih je bilo narejenih 5000, je Nemec prišel, naložil, odpeljal in fertik. Ja. In to je to. Industrija v načelu kupca ne išče, ne. Kupca išče trgovca, ne. Trgovcu se pa fučka, kaj bo, ne. Kako bo. V tega Janeza Suhadolca prodajo v Minhnu, ne vem kakšne stvari. Za koga? Komu na čas? Ja, pa čim je to proizvodna, ja, In takole, ker sem malo nima več pesimističen, te draži. pa ni pravila brez izjeme, ne. Ko rečem, od enega Suhadolca iz neke balkanske države, kdo bo to kupoval pa, ne. Ne bo, ja, zakaj ne? V Bosni eksistira ena firma, ki se imenuje GAZZDA, Gazda, ja. In šef te gazde je nek Teske Redžić. Je tudi, po mojem, arhitekt, dizajner, no, neko tako izobrazbo ima. In ta firma deluje in izdeluje vse iz masive. Znam. Večinoma iz oreha, pa tudi še iz kakšnih drugih lesov. In baje, da te vse prodajo na zahod, kot se temu reče, kaj ste, Francija, Nemčija, Nizozemska. Z štemplom Made in Bosnia and Herzegovina. Ja. Vsa čast in slava, priznanje od tal do stropa, kako so uspeli, kako jim to. Pa mislim, da niso edina bosanska firma, ki prodaja tudi tle in v Sloveniji še kje. In to krepko. No, jaz vem za to. V glavnem pa GAZZDA. masivno. A ni ena, kaj, prostori ali kaj že pa. Mislim, da so še firme, no. In kolikor lahko sledim iz prospektov, jaz izdelka nisem imel še nobenega v roki, kolikor lahko sledim iz prospektov, je to vrhunsko narejeno. Vrhunsko narejeno, to pri meni ne zveni dobro, ne. Kaj ne Jaz sem zveni še dobro? ne, jaz ne naredim nikoli vrhunsko. Ja, sej, ampak to ima potli pa drugo draž. To ima pa ta pol japonski, wabi sabi noter. Ja, ke pa- babi sabi in tako naprej. To je vse v redu. Meni osebno je to še veliko več vreden, kot da bi imel Jaz sem v piko istih 8 stolov. Jaz sem še zmeram amaterski mizar, ne. In tako kot naredi, slutim ta gazda, ali pa tako kot naredijo Italijani, pa tudi Nemci, pa tudi Francozi, pa Španci, tako vrhunsko jaz ne znam. Ne, da je to kot izstopa, kot se da reče, ne. Ja, sem. Pol je že vseeno, če bi ga ulili, tako kot ga lesi ulije, pa je tudi vrhunsko. To je vse res. In taj moji tako zvani polamaterski izdelki so mečkan
odstopajo od, ne vem, tega nekega vtisa železnega izdelka, ne, ali pa kovinskega izdelka. In ima to svoj čar, ne. Ima Ja, to seveda, svoj točno čar. to. Poseben tle, v delavnici. Ja. Tega čara pa ni, če bi se ta izdelek pojavil v trgovini v Tokiu, ne. To mora biti pa. Ja, razen Tam če pa, nosi, tam pa ni, razen če nosi močno blagovno znamko vašega pečata gor. za Pol pa Janeza je Suhodolca v Tokiu nič ne vejo. ta trenutek. Ta trenutek. Imam pa sina v Tokiu poročenega, ne. Ja? Ja. Ta tretji sin se ukvarja z računalništvom in krajšam, ne, skratka, poročen je z Japonko v Tokiu. Aha, evo. Tokio. Ja, Tokio. ja. Kaj ga je odneslo v ta daljni kraj? Jaz mislim, da bi z računalništvom tudi tukaj čist se lahko preživel, ne, saj te ljudje so iskani, ne. Ja, imajo- ampak sej, če ima Japonko, Ampak- zdaj, ali se ona preseli sem ali pa on tja. Tako pač je, no, v Tokiju je, no. Super. Skratka, deva povedati, da v nekaj dneh bodo tudi v Tokiju spoznali veličino Janeza Suhodolca No, evo. in mu bojo odpustili kakšno majhno napako v prestižni trgovini s pohištvom na glavni aveniji, kaj je že Ginko ali nekaj takega. Ja, neki, Ginza. ja, neki Ginza, ja. Ginza. Glavna avenija, prodajna v Tokiju je Ginza. In bo rekel, no ja, sej ni čist perfektno izdelan, ampak vse veste, to je od Suhodolca, ne? Ja, tako. Ja, ampak res je tako. Ja, Jaz mislim, da ja. vaši morajo to s sabo nositi. Imeti ime, da to rabaš aparat. Ja, Rabaš aparat in samo čakati, tako kot jaz čakam, ne, da se bo potrkal tle Japonc, ne. No. ja, ne dobro, to pa To ni, ne, to ni. To ni. ne. To, ampak se, ampak a bi bila to vaša ambicija zdaj, da ne, Če sem mal neskromen, gledam pač razne te izdelke, ki se pojavljajo v takih in drugačnih povezavah. In nekateri izdelki, tudi konkretno stoli, ne, ja. pa stvari, ki pašejo v ta krog, ne. Vse skupen drek, kot rečemo po slovenski, ne. Ampak zatem je aparat in to ima neko publiciteto, doživlja neverjetne cene in je cenjeno in se ponavlja in to in Ben reče, pa poslušajte, pa se, to ni vse skup nič, ne. Ne. Kadar je enkrat to v tem kolesju, to pol melje, ne, to kar melje. In jaz sem enega prijatelja, John Barnard se je pisal. Saj mislim, da je še živ, no, ampak zdaj sva malo izgubila kontakt. In sem jaz naredil eno klavirsko klop, ne vem, če je že tle not, po moje še ni. Klavirska klop. Teh klavirskih klopi sem naredil 20-30, kaj pa je s tem, polhen, ne. Ne, tle še ni. Ne, ni. In ta John Barnard, seveda nekšna prijatelja tudi nam zdaj razlagal, kako in kaj. Skratka, večkrat se je znajdel tudi tle, v Ljubljani pol. In sem rekel, John, tale klavirska klop, koliko bi dobil ti zajno v Londonu, ne? Ja. Pa rekel, veš kako, to je tako. Če bi to klop prodajal kot Janez Suhodolc iz Ljubljane na Balkanu, ne? Je rekel, 400 funtov, ne? Pa zdaj ne veš, ki jih jaz dobim, ali so cena v trgovin, pa se niti ni važno. No. Ja. Sem rekel, to pa ni ne vem kva. Rekel, ja, če bi pa gor pisali John Barnard, United Kingdom, pa bi bilo pa že 1500, mogoče 2000, ne. Sem rekel, no to pa
Se že lepo sliši, ne? Rekel, če bi pa pol gor pisal, jaz se ne spomnim, kakšno ime točno je citiral, skratka, nek znan, bolj od njega znan oblikovalec tam Ja. Great Britain, ne? Recimo, dajmo reči, John Smith, ne? Ja, recimo. Če bi bil John Smith, on je pa zelo uveljavljen, bi pa tale klop bila že kar 5, 6, 7, 8 tisoč evrov, ne? Pa že narejena bila perfektno, ne? Torej, do zadnje. Ali pa ne, to ni nujno, važno je, da bi bil brand, ni nujno, da je narejena v perfekciji. Verjetno. Pol je šlo pa naprej. Rekel, če bi pa bil nad tem izdelkom podpisan Abercrombie, nekaj takole nekako, no. Ne poznam, ja. Tudi jaz nisem tega. Abercrombie, ki je v žlahti z kraljevsko familijo, skratka je nek sorodnik kraljice Elizabete takrat še. Ne? Ja. Rekel, če je pa to Abercrombie, pa je pa to lahko 30, 40, 50 tisoč. In to je to. Ja, to je. To je to. To je to. Ko se prodaja ime in izdelek, sploh ni več važno. Ni več važno. Sej, ampak to gre tudi obratno. Recimo, da bi, če bi jaz naredil, se ga ne znam, ampak plevnik Ja. je sigurno bistveno manj vreden, kot če ima spodaj žig Janez Suhodolc. Ja, vse ta dilema je večna. Ne? Tako da, Avtor, izdelek ja, in pravi za Picassa, ne? Pravi, tudi če bi se usral na papir, bi bilo drago. Ne? ja, Ne? Kadar si enkrat v tem, ja. v tem na No, teh sej, ali oblakih, pa pol Dali, ki je šibrovko napolnil z temi z barvnimi kuglicami, pa je ustrelil, pa je šlo za milijon. pa je bilo. Ne? Ja. Ampak sam, če je Dali ustrelil. Čakam, da bojo plevniki stali 2 jurja. Ne? Hvala Bogu, da ne, da si jaz še lahko še ga prevoščam. Ja. Ampak prej ste samo omenil te načrte, ne, da načrt je tisti, ki je Ja. pomemben. Te vaše načrti, koliko sem jih jaz videl, to so že načrti, umetniško delo sam zase. Ja, to je stalna pripomba. Ne, ni pripomba, to je opažanje mislim, in to je- to občudujoče opažanje. Ker sej vi imate v teh knjigah vaših tudi vse te načrte zraven objavljene, ker so dejansko grafike, ampak če bi obstajal v plakatu, je to vrhunsko grafično delo. Saj za mene. Ja, se pravim, da to je kot mnenje mnogih, ne? Ja. Ni to dale prvič. In jaz, ko rišem načrt 1:1, običajno, ne? Ko rišem načrt 1:1, se ne ustavim v tisti fazi, ko so stvari definirane, ne? Z pač linijami. Ne? Ja. Ampak grem mehen naprej, pa stvarem dodam neko grafiko, pa naslov, pa malo z barvo, pa kakšno senco potegnem. Pa. Tipografija. In v bistvu zavestno gradim neko tudi všečno podobo načrta. In pri tem nič ne trpim, zelo nekako se kar uživam. Ne? In eden od zadnjih takih izdelkov je tale gor. Ne? Aha, ta. Ja. To je načrt, po katerem sem jaz naredil ta stol, ki se imenuje Mužina in obsega črko M. In temu gospodu je ime Vojko in na vrh tista zelena reč je pa V kot Vojko. No in tudi s tem načrtom sem se kar potrudil, Ja. več kot bi bilo. To je original? To je original. To je original. Ja, seveda. Aha, To je jaz sem mislil, da original. ste iz tega stiskal 100 posterjev. Ne, to je original. Wow. In na tem originalu je pogled na ta stol in tudi stranski ris. Stranski ris, ja. In ko sem ga delal, sem se ravnal po tem načrtu.
točno po tem načrtu. In ker je 1:1, sploh ne rabi biti skopiran, ampak je. Odmerim včasih tudi indigo, zavisi od. No, in ker je ta gospod Vojko, se piše ob strani Vojko, Ja. ne, na drugi strani pa Možina, on je kamnosek in je ta stol dobil za svojo 80-letnico od svojega sina, ki ga bo očitno nasledil. No, in ker gre za kamnoseka, sem jaz potem dal tale rdeči kos, Ja? sem dal v delo Franciju Kavčiču, vodji, direktorju restauratorske delavnice iz Šentjošta nad Horjulom, in je on to pobarval tako, da je to bilo na videz kot iz kamna. Aha. Je bilo vse v Ta rdeč del. ta rdeč del. Je bilo vse kot da je to iz kamna in jasno, ko je bila pač ta proslava tam, to je v Vipavski dolini, ta kamnosek Ja? deluje. Ko je bila ta proslava, smo ta stol prinesli, je bil pokrit z eno plahto in ta Vojko Možina res ni vedel, da je to naročeno in je tudi mene pred tem, kar malo tako po stran gledal, kaj pa jaz tle delam, ne, saj nisem iz familije, ne, pa tako. Čeprav sva prijatelja, pa tako, pa Evita je bila tudi z mano, je tako malo gledal, da je rekel, no, pa se je rekel, kaj, no, njih, no, pa to. No, pa se je ta stol postavil v srednjega velikega prostora, večji kot je tole. In se je pa to odgrnilo, ne. In je bil čist. Se ni vedel, kako bi. Je bilo fajn. Je bilo fajn. Se pravi, to je bilo pol glaven dogodek na proslavi, oziroma glavno darilo je bil ta stol. Absolutno glaven dogodek. Odkritje. Ja, odkritje tega stola. In je on pa tudi nam rekel, da cel ta popoldne, ko smo bili tam, da je kos sedel gor, ampak je kar večkrat prišel, ker pa se je usedel. Namreč stol je aparat, na katerega se človek usede, ne? Je pa tudi znak vladanja, ne? Kdor sedi, ta vlada. Ne? Charles III. Sedi na angleškem prestolu, nič ne sedi, ne? Ja. Dvakrat na let. Ampak tako se reče. Ja. Dvakrat na let, ali pa še to ne, ampak tako se reče. On sedi, Charles vlada, sedeti, vladati. In to je v slovenskem jeziku večkrat v zelo različnih povezavah poudarjeno. Recimo, v Ljubljani imamo stolnico. Ja. To je tam, kjer je stol, ne? Ja. Ne? Pol, na univerzi imamo katedre, stoli, ne? Kaj, a to je tudi? Katedra pomeni po starogrško stol. Aha, no to pa nisem vedel. Ex katedra, iz stola sem povedal. Ko sem sedel na stolu, Ex sem cathedra. povedal tako in se bo zdaj tako tudi naprej ravnalo. Ex katedra, ne? Zanimivo, nikoli nisem razmišljal tako, vem za prestole, nisem pa nikoli razmišljal o tem, da No, in teh, dejansko kdor sedi, vlada. Ja. seveda, imamo predsednika vlade. Kdo pa je predsednik? Ta, ki sedi pred vsemi ostalimi. A sedi? Ja. Ja, mogoče že kdaj. Da je. Ampak on je kar naprej predsednik. Ja. Ne? Zanimivo. In njegova vlada je, ne vem, predsedstvo, te, ki pa kolektivno sedijo pred celim slovenskim narodom.
Tega je ogromno. Pa res. In sem na Tudi v slovenskem jeziku vidim pol teh korenov kar nekaj. In na to konto sem napisal en tekst o glagolu sedeti in o glagolu stol. In je ta tekst bil objavljen v Sobotni prilogi v eni priliki. Je pa tega že kar 4, 5, 6 let. In je bil ta tekst objavljen tudi, mislim, da v 5. knjigi. In da bi ga celega prebral, to ne vem, če pasal. Evitka. Ne bomo to brali zdaj, ampak... Ne bomo brali, ne. Ne. Ne bomo brali, ne. Ampak... Kdor bo hotel, bo že prebral. Če kar tako, ja? Na brzino. Recimo, naša zdravljica, ne, obsega, ne vrag, le sosed bo mejak. Sosed. Kdo je ta? Sosed je tisti, ki sedi zraven mene. To je sosed. No, nisem si mislil, da tudi v slovenščini toliko korenov obstaja. Ne pomislijo na to. To so besede, ki se uporabljajo v vsakdanjem jeziku in ben ne razmišlja kaj dosti v teh stvarih. Ampak sosed je dobesedno človek, ki sedi zraven mene. Sosed ali pa skupaj sediva, no? Ja, zanimivo. Ja. Tega je res veliko. Ne vem koliko. Očitno je. Pa to tudi v drugih jezikih, verjetno tudi v drugih? Jaz v tej knjigi, kjer sem to objavil, ta knjiga je dvojezična, ja? Ampak sem napisal, jaz mislim, da to ni prevedljivo v angleščino in se to ni prevajalo. In tudi ta, ki je prevedla ostale tekste, se je strinjala, da se ne more lotiti tega v nekem smiselnem. Ne, zanima me, če ta koren besedni okrog sedenja in stola obstaja recimo tudi v angleščini. Prezident, sitten... Nekaj je, nekaj ni, ne? Ja. Ampak v slovenščini je to mrgoli. Mrgoli. Zanimivo, ja. Zdaj, ko smo glih pri vladanju, pa to, vi ste dobesedno tudi prestol delal za papeža, ne? Prestolov sem delal, ja. A ni za papeža obisk, tam dol, kaj je bilo? Za papeža sem delal dva prestola in to so nesporno prestoli. Ja. Ampak cela vrsta stolov je ključna stvar, recimo za Možino, ne? Ja, ki do neke mere naročnika malo poveličujejo, ne? In je tudi dimenzija teh stolov dostikrat malo večja kot en navaden stolček. Zdaj, ko ste me glih vprašali, cel kup teh prestolov je gotovo 20. No, dejansko vsak takle bi že lahko štel kot nek prestol. Ja, in tudi veliko stvari se je naredilo za cerkev, ne? In te tako zvane cerkvene sedilije, to so v bistvu prestoli, ne? Ja. No, in jaz sem delal tudi sedilije za novo škofijo v Novem mestu in te sedilije obsegajo tudi osnovni škofovski stol. In potem sta levo-desno, prva dva kolateralna in še enkrat levo-desno, druga dva kolateralna. To so sami v bistvu prestolčki. Aha, to niso isti. Ne. Aha, to, kaj se ga so gradili. Srednji je najbolj mogočen, ne? Ja? Pol une dva sta že malo manj, une dva pa še malo manj, ne? Tako da je ena taka hierarhija nastane. Pol tle v Trnovem so, pa v Jelšanah, pa v Kopru, pa te cerkveni stoli, ki so vsi malo prestolski. Prestolski, ja. A kako je prišlo pol do tega, da ste za papeža prek cerkve pol isto, da oni so vas angažirali za nekaj obisko? Koliko naprej se je pa to vedeli, da to ne moreš reči, jutri ga rabimo? So vedeli kar par mesecev prej že. No, in mislim, da je mene priporočil moj kolega, arhitekt Marinko,
ki je bil nekako, po moje, zadolžen za to scenografijo ob teh prireditvah na prostem, ne? Oder pa tako. In za sedež se ni obrnil on name, ampak me je priporočil, no tako, približno vem. In vem, da sem jaz šel in sem narisal ta stol za papeža. In so me pol poklicali na eno sejo tega odbora za prihod papeža. In jaz pridem, kaj to je bilo tam na tej uredništvo družine, ne, tam na Krekov trg. In so tam sedeli takole za mizo, jih je bilo njih 10, ne, teh glavnih duhovnikov, ne. In med njimi je bil, mislim, da ta glaven je bil Janez Gril. On me je malo poznal. Je rekel, no, kva si prinesel? Rekel, ja, takole bi bilo. Pa je pogledal, rekel, no, ne gre tale načrt takole iz rok, ne, naokrog. No, in je šlo to pole na 2 minuti naokoli, pa je spet pri meni pristal. Pa je rekel, ampak kdo kaj proti? Pa je nobenč rekel, ja, smo že zmenjeni, kar takole vi naredite, pa fertik. Fertik. 2 minuti sem sam stal, salutiral, svizen, zdravo živijo. In se je to naredilo prvič in drugič. Drugič pa, ne vem, sem sploh pokazal še kaj. Ja, ampak ni bil isti drugič. Ne, drugačen, seveda. Ja, drugačen. Ampak ni bilo treba sploh niti pokazati več. Vsega se ne spomnim, najbrž, da sem kaj pokazal vse. Tako da, po tej plati moram reči, da je šlo pa res to ekspresno, tako brez zapletov, da... In pol je pa Gril, tudi ekonom pri škofiji v Novem mestu. In ko se je škofija ustanovila, se pa kar direkt obrnil name, da bi naredil te škofovske sedilje. In se je to tudi realiziralo brez kakšnih, ne vem koliko, kunštvanj, pa bi, pa ne bi, pa čmo, pa ne čmo, gor pa dol. No in ta ansambl teh stolov, pa še en par drugih stvari se je takrat naredilo, je pravzaprav moj do neke mere opus magnum, ne, tale škofovska reč v Novem mestu, ne. Pa še kaj bi se najdlo, ampak to je sigurno nekaj, kar je tako malo. No, ampak na drugem delu spektra je pa ta čudovit plevnik, ki jih jaz redno jemljem. No, to je Kako pa je ta nastal? To je vsakmu, ki pride, nekako rečem, imam tako zvan veliki program in imam mali program. Veliki program je vezan na posamezne naročila, ne, recimo tako, kot je tale Možina. Mali program je pa tisto, kar imam kar na zalogi, skratka, ni vezano na nekega bodočega lastnika in je v tesni zvezi z odrezki in odpadki. Odrezki in odpadki pri normalnem mizarju, če se ukvarja z masivnim materialom, kar zajetni te odrezki romajo v peč, ne. No, jaz sem pa malo šparovan, sem malo škrt, kot pravi Evita. Evita pravi, da sem škrtica. No, pa iz teh odpadkov kar kaj naredim in se nekako ravnam po enemu izreku od Plečnika, ki je z mojim fotrem sta veliko sodelovala, pa je rekel Plečnik, kadar so kaj zafušali, ne, izvajalci, ne, pa je prišel, pa je pol tisto situacijo rešil na njemu pač lasten
genijalen način, ampak fotor je pa rekel, no, vidiš Antonijo, ko sva iz zadrege naredila vrlino. No, jaz tudi iz tehle odpadkov, iz brenštofa, kot se reče po slovensko, ne, naredim neke izdelke in to so razne smrekce, pručke in tudi tili plevniki. Kaj pa je oče delal pri Plečniku, ko pravite, da ste bili skupaj? Če bo tole temo odprla, pa imamo že 6 ur, Marija. Imamo do jutra fertik. Ne, samo tako, ok, v 3 stavkih, ker me res zanima. Moj oče je študiral gradbeno v Brnu Ja? po končani drugi svetovni vojni. Ker bi se po češko rekla, moj otec študiral staviteljstvi v Brnje. No. Ja. In Plečnik, kot vemo, je pa ogromno delal v Pragi, ne, na Češkem, in je tudi češko znal. In je moj oče, ker je pač študiral v Brnje, je tudi češko znal. In to je bilo že ena iskrca, ki je bila mal. Povod za to je pa bilo, da je v Ljubljano prišel po vojski nek češki statik, gradbenik, ki se je pisal Kralj. Kralj. In ko je moj oče to končal, to šolo, je postal asistent pri temu Kralju kot gradbeni inženir za statiko, za statične izračune. No in k temu Kralju je prišel enkrat Plečnik z nekim malenkostnim statičnim problemom, češ da ne to Kralj njemu zračuna, pa dimenzionira, karkoli pa že. In je Kralj rekel, to pa kar tale moj asistent naredil. Ne. No in je moj fotor pol to naredil. In ko je Plečnik dobil to v roke, njega ni ta izračun nič, kaj dosti ni zanimal, ampak je bil pozoren na obliko. Oče je zelo lepo pisal, vse je bilo tako garnirano, lepopisno. In je rekel, gospod inženir, midva bi pa lahko še kaj sodelovala. No, in tako se je začel in je bil moj fotor desna roka Plečnikova naslednjih skoraj 20 let. Ma ne. Ja. Wow. In sta se srečavala, če ne dnevno, pa vsaj 2-krat, 3-krat na teden. Ne? In je bil moj fotor neke vrste Plečnikov, vodja Plečnikovega inženiringa pri posameznih projektih. Ne? Vse se ve, kaj je vse počel tle, po Ljubljani, pa izven Ljubljane, tako naprej. In ob tem se pa je moj fotor tudi malo nalezel arhitekture in je začel projektirati kot arhitekt. Ni bil več samo gradbeni inženir, ampak je postal arhitekt. In kot sem že začel in kot sem omenil, je začel projektirati. To pa Plečniku ni bilo več všeč. In je bilo ljubezni konec. In arhitekturni opus mojega očeta je kar spodoben. Zelo spodoben. Aha. Zelo, zelo spodoben. A ja, je dejansko prav delal kot Delal kot arhitekt in je postavljal, vsaj večina stvari stoji v Ljubljani, večina stvari še zdaj stoji, nekaj se je tudi že podrlo in tako naprej.
Skratka, Plečnik je rabil dobre sodelavce, ni mu bilo pa do tega, da imel kakšne kreativce ob sebi, pa da bi rekel, Jože, daj takole malo boljš nared. To ne bi, ne. No, ampak, še enkrat rečem, moj fotor ima opus, ki je zelo spodoben in do pred kratkim spregledan od neke, kakšno umetnostno zgodovinske stroke, ker vsi, ki so po Plečniku delali, ki so se malo navlezli njegovega stila, delali, kakor pač so delali, so imeli oznako Plečnikovi epigoni, ne. In je to vse bilo nič vredno. A ja? Zdaj zadnje čase to pridobiva, se nekako malo že tudi citira. Kakšne projekte je pa delal? Pardon, sem prekinil, ampak kakšne projekte je delal? Hiše, večje stavbe? Kaj recimo? Kjer bi jaz poznal, recimo, tako zdaj, če gre po Ljubljani? Tukaj nimam slikovnega gradiva, imam pa jasno doma. Mislim, da najbolj hiša, ki zasluži res pozornost, je ta, kjer je zdaj noter Rdeči križ na Mirju. Poznam, pa bom pogledal. Ja. Saj, to je res tako žalostno, ne? Na celi šoli se o Plečniku ni spregovorilo, vsaj takrat, ko sem jaz študiral. Se je spregovorilo nič celih nič, ne? Takrat, ko se bo jaz profesor, sem ga jaz že omenjal, najbrž, ne, skoraj sigurno, vsi ostali nič celih nič in tudi še zdaj na šoli o Plečniku nič celih nič, ne. Doživlja neko rehabilitacijo, gor, dol, levo, desno, omenja se vsakršnih povezavah, ampak šola je še zmeraj do tega takole z velikansko rezervo. Izjema v tem smislu je bil Marjan Mušič, to se pravi oče od Markota Mušiča. On je eventualno, takrat, ko sem jaz študiral in je bil moj profesor, je eventualno spregovoril to besedo. Konec. Vse ostalo je bilo pa tabu. Sam veliki mojster, kaj šele njegovi učenci, ala Valentinčič, Marjan Mušič, Bitenc, Tomažič, Omahen, Serajnik, fator moj. Ja, pa še kaj bi se najdel, na to sem tako na brzino.